Na slovenskem podeželju nastaja vse več atraktivnih proizvodov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti. Podjetja, kot sta Mlekarna Planika in Škofjeloška kmetijsko-gozdarska zadruga, pa poskrbijo, da ti najdejo pot na prodajne police in v gostinsko-turistično ponudbo. Mlekarna Planika, ki je v 100% lasti kmetov, odkupuje mleko s kmetij iz Posočja, Idrijskega in Cerkljanskega. Predelajo ga v tradicionalne in tudi čedalje bolj inovativne izdelke. Cilj, kateremu sledimo, je sestavljen iz 3 P-jev. To je odkupiti vse, kar je pridelano v tej dolini, čim boljš predelati in nenazadnje prodati z najvišjo dodano vrednostjo. Loška zadruga, ki ima okrog 500 članov in s svojo dejavnostjo pokriva območje Loškega Pogorja, pa uspešno razvija lokalne blagovne znamke. Da nam je uspelo pri vsej borbi na trgu obdržati neko lokalno zgodbo in jo peljati in narediti neko kupico lokalnih blagovnih znamk in s temi pustiti ali pa nadaljevati prepoznavnost na lokalnem trgu. V domačih kotičkih v svojih zadružnih prodajalnah ponujajo raznolike prehranske in rokodelske proizvode s kmetij. Brez domačega kotička pravzaprav niti svoje malo prodaje ne bi mogli peljati tako, kot jo peljemo. Na drugi strani so pa dosegli še bistveno večje koristi v tem, da so nas lokalni pridelovalci in tudi tisti, ki niso bili takrat povezani s kmetijstvom, prepoznali kot lokalnega ponudnika, nas kot nekoga, ki to prodaja naprej in pa predvsem so spoznali lokalne proizvajalce. Eden najučinkovitejših načinov povečevanja dodane vrednosti podeželskih proizvodov je turizem. Mlekarna Planika v svojem muzeju sirarstva in na uglednem ekološkem posestvu Bogata obiskovalcem omogoča, da se seznanijo s tradicijo planinskega pašništva in sirarstva. Lahko imamo priložnost in možnost pokazati, kako živimo in delamo. Pa ne samo mi, ampak tudi naši kmetje, kako se dela na naših planinah, skratka, kako živi naša dolina.